Pozdravljeni in dobrodošli v prvem videu usposabljanju o družbenih inovacijah v alpskem prostoru. Strategija družbenih inovacij v alpskem prostoru je Interregov program, namenjen družbenim inovacijam. Njegov cilj je zasnova skupne strategije za družbene inovacije med območji alpskega prostora. Cilj tega prvega usposabljanja je razumeti, kaj pomenijo družbene inovacije, kakšne so njihove različne oblike in katere so posebnosti, ki so pogosto značilne za procese družbenih inovacij. Ste pripravljeni? Pa začnimo. Te dni so družbene inovacije široko razširjen koncept. Številne organizacije različnih velikosti, ki prihajajo iz različnih sektorjev, se opredeljujejo kot družbeni inovatorji in dejavniki družbene preobrazbe. Ti akterji lahko izkoristijo številne inkubatorje in podporne organizacije, katerih naloga je spodbujati družbene inovacije. Tudi akterji javne politike se v svojih zastavljenih ciljih, pozivih za predloge in komunikacijah sklicujejo na zamisel družbene inovacije. Vendar pozor, ali smo ob vsem tem govorjenju o družbenih inovacijah v javnem diskurzu prepričani, da vemo, o čem govorimo? Kako prepoznamo družbeno inovacijo, ko jo imamo pred nosom? So vse družbene inovacije enake in če niso, v čem so si podobne? Inovacije so družbeni proces, ki je lahko različnih oblik. Najprej običajno pomislimo na tehnološko inovacijo, ampak pri inovativnosti ne gre samo za tehnologijo, daleč od tega. Inovacije lahko segajo od novih izdelkov in storitev do prvovrstnih poslovnih modelov, ki ponujajo nove načine za ustvarjanje in osvajanje tržne vrednosti. Inovacije lahko vplivajo tudi na tehnike trženja, ko ponujajo drugačne načine za predstavljanje, distribuiranje in promoviranje. Celo proizvodni proces ali organizacijska struktura v samem središču podjetja sta lahko predmet inovacij. Izzivov je veliko. Cilj družbenih inovacij je odgovor na številne družbene in okoljske težave, ki postajajo vse pomembnejše, celo nujne, tako za akterje v gospodarski sferi kot za običajne državljane. V iskanju rešitev glede na njihovo kompleksnost smo prisiljeni na proces inovacij pogledati z vidika vključevanja in zbližati njegove različne dimenzije: tehnološko, komercialno, družbeno in druge. S tem v mislih smo oblikovali naslednjo matriko, da bi orisali široko opredelitev družbenih inovacij. Matrika je sestavljena iz dveh glavnih dimenzij, ki sta za nas ključni in omogočata doseganje tipologije različnih družbenih inovacij. Horizontalna os je dimenzija zakaj. Ta os razvršča projekte glede na namen družbene inovacije. Predlagamo dva ekstrema: korektivni ukrep in alternativni ukrep. Korektivni ukrep želi rešiti zaznano družbeno težavo s prizadevanjem za enakost, pravičnost in opolnomočenje, še posebej s ciljanjem na prioritetne populacije in območja. Cilj alternativnega ukrepa je preoblikovanje družbenih in ekonomskih pravil s pristopom, ki temelji na novih družbenih prizadevanjih. Poudariti je treba tudi, da te značilnosti niso ekskluzivne in si medsebojno ne nasprotujejo, temveč se seštevajo. Vertikalna os kako sledi temu, kako deluje družbena inovacija. Ali na prvo mesto postavlja kolektivno delo in sodelovanje z osredotočanjem na lokalne in območne pristope, ali pa se osredotoča na družbeno podjetništvo z bolj individualnim in podjetniškim pristopom, osredotočenim na razvijanje novih priložnosti in družbeno odgovornih aktivnosti. Razumete? Odlično! Zdaj pa si oglejmo nekaj primerov. VRAC je kratica, ki pomeni proti skupni nabavni mreži, ter jo lahko dobesedno prevedemo kot količina. Cilj te francoske organizacije je, da prebivalcem na obrobju mesta Lyon omogoči dostop do kakovostne hrane po nižjih cenah. Zamisel se je rodila iz sodelovanja med institucijami, vključno s ponudnikom socialnih stanovanj in dobrodelno fundacijo, ki so združile svoje prednosti na področju krepitve kupne moči in boja proti izolaciji in izključevanju. Pomembno je omeniti, da je podjetnik v tem projektu še vedno prisoten. Ker uživanje dobre in lokalne hrane pogosto velja za privilegij, rezerviran za bogato mestno prebivalstvo, poskuša VRAC uveljaviti korektivni ukrep s ponujanjem teh izdelkov po nižjih cenah tako, da nakupi večje količine, zmanjša število posrednikov in spodbuja lokalne sisteme hrane.
Dnevi za distribucijo in različni drugi dogodki za člane se uporabljajo tudi kot krinka za ustvarjanje novih prostorov za socializacijo, razvijanje veščin na področju hrane in boj proti boleznim, ki so povezane s prehrano. Zmagovalna situacija. Od leta 2015 je Lagonet lokalna valuta Lyona. Zasnovala jo je skupina lokalnih prebivalcev in organizacij, njen cilj pa je spodbujanje potrošnje lokalnih izdelkov in storitev na širšem mestnem območju. Dolgoročen cilj projekta je preoblikovanje proizvodnih in potrošniških navad, alternativni ukrep z namenom premika gospodarstva v smeri družbenega in ekološkega prehoda. Proizvajalci in ponudniki storitev morajo podpisati listino, ki vključuje načela, kot so zagotavljanje lokalnih ali ekoloških izdelkov, podjetja pa se morajo vsaj truditi napredovati proti tem praksam. Uporaba lokalne valute je za potrošnike način, da se zavežejo lokalni potrošnji. Tukaj je moč opaziti prebivalce, družbene in solidarnostne gospodarske akterje, lastnike podjetij in lokalne institucije, ki se zbirajo na istem območju in razvijajo nove načine proizvodnje, potrošnje in izmenjave. Ste kdaj slišali za inkubator za mlade, ki želijo razvijati podjetja v sektorju kulturne dediščine? To je misija Heritage Laba, ki ga od leta 2012 vodi neprofitna skupina mladih slovenskih podjetnikov iz Idrije, mesta, ki je na seznamu UNESCO-ve svetovne dediščine. Njihov cilj je rešitev lokalne težave. Mladi, ki iščejo službe, odhajajo, lokalni kulturni viri pa ostajajo neuporabljeni. Program njihovega inkubatorja je korektivni ukrep, katerega cilj je pomagati mladim, da ustvarijo nova podjetja in storitve ob hkratni promociji njihove kulturne dediščine in spodbujanju lokalnega razvoja. Z izrazito podjetniškim pristopom mladi, ki sodelujejo v inkubatorju, ustvarjajo vsak svoj projekt in kažejo skriti potencial Idrije, njihovega mesta. Ti mladi podjetniki prispevajo k lokalnemu razvoju in hkrati razvijajo nove veščine, znanja in kompetence. Od leta 2012 je bila Casa del Quartiere di San Salvario v Torinu laboratorij za ljudi z mislimi, ki jih je pomagala razvijati in preoblikovati v projekte iz resničnega sveta. Z raznolikostjo, ki jo spodbuja znotraj svojih zidov, v svojih prostorih, dejavnostih in pri svojem občinstvu, ponuja nov način razmišljanja o prostoru, ki si ga delimo. Casa del Quartiere je edinstven prostor, ki kar poka od dobrih zamisli. Ponuja varen in odprt kraj, v katerem lahko vsakdo razvija projekt, ne glede na to, kakšen je. Gre za družabni prostor, kjer se odvijajo vse vrste dejavnosti. Kulturni dogodki, športne vadbe, pa tudi storitve za dobro počutje. Ta raznovrstnost dejavnosti odzvanja v različni publiki, ki ji služi. Od združenj do neformalnih skupin, umetnikov, starejših, odraslih, otrok. Z eno besedo, multikulturalizmom, ki je v središču vsega. Casa del Quartiere uvaja inovacije, da ustvari prostor, ki je namenjen vsem in ga ustvarjajo vsi. Vse to z namenom prispevanja k razvoju soseske San Salvario. Gre za del omrežja 8 struktur, ki delujejo na področju lokalnega razvoja Torina. Individualni in podjetniški ukrepi pa niso tisto, čemur je v resnici namenjena Casa. Ta pristop je bolj krinka, da se zberejo ljudje, ki bodo prevzeli prostor, ga oživili s ponujanjem svojih aktivnosti. V bistvu je cilj vključiti vsakogar, ki želi biti del vsakodnevnega življenja tega kraja, s spodbujanjem aktivnega sodelovanja pri organizaciji ali aktivnostih. Tukaj ni nič nemogoče, razen dolgčasa. Ti različni primeri francoske, italijanske in slovenske organizacije, pa tudi mnogih drugih na območjih alpskega prostora, dobro orišejo opredelitev družbene inovacije, ki jo uporablja program ASIS. Naj gre za podjetja, združenja ali pobude, ki jih vodijo posamezni prebivalci, je skupna rdeča nit teh organizacij proces družbenih inovacij. Družbene inovacije so inovativen proces. Inovacije spreminjajo vzpostavljen red pojmovanja, proizvodnje ali organizacije na področju gospodarskih in družbenih aktivnosti. Vodijo do sprememb družbenih norm in načinov razmišljanja o težavi. Pri tem pristopu je pogosto pomembneje opazovati proces kot rezultat. Oblikovanje družbenih inovacij kot procesa pomeni, da je vzpostavljen postopek za iskanje rešitev, morda že rešitev sama. Osredotočenost na družbene zadeve.
Družbene inovacije so proces, katerega cilj je obravnava in izboljšanje družbenih ali socialnih potreb na lokalnem območju. Rešiti težavo. S sodelovalnim pristopom, ki vključuje uporabnike. Prek skupnega vodenja, s čimer se ustvarja pozitiven in trajnostni vpliv na družbo in akterje. Ker družbene inovacije naznanjajo pomembne družbene in socialne spremembe, bi si morda morali pobliže ugledati izzive, na katere se osredotoča program ASIS. Naslednje usposabljanje se bo podrobneje posvetilo strategiji družbenih inovacij in se osredotočilo na posebne izzive, ki so prisotni v alpskem prostoru. Se vidimo prihodnjič. Zdaj poznate osnove družbenih inovacij. Če želite izvedeti več o pobudah, o katerih smo pravkar govorili, kliknite spodnje povezave za več informacij o njihovih procesih družbenih inovacij.